zrvil propad in mi z njim, kot da se nismo ničesar naučili iz preteklosti. Plamtijo nove in nove vojne, ljudje pa z vsako postajamo bolj in bolj otopeli. Krvave morije nas mogoče v prvem trenutku še pretresemo, potem pa se novic o smrtnem davku ne vadimo in nas preprosto ne ganejo več. Pa še kako bi nas morale. O krivcih za aktualno ukrajinsko-rusko vojno je veliko govora. Nasprotujočih si mnenj, argumentov. Sama se v razpravo o tem ne želim spuščati. Preslabo poznam materijo, premalo vem, da bi se lahko. Vem pa marsikaj drugega. Vem, da je vsako življenje, ki ugasne zaradi nesposobne politike, ki je to vojno pravzaprav zakuhala, eno izgubljeno življenje preveč. Naposled bodo prav ti nesposobni politiki sedli za pogajalsko mizo, se dogovorili in poiskali rešitev, o čemer se bodo še dolgo trepljali po prsih in se hvalisali. Matere, žene, otroci pa bodo objokovali svoje padle, umrle, ki se ne bodo več vrnili domov. Za mnoge od njih se ne bo vedelo niti, kje so obležali. Vem tudi, da bi moralo biti življenje ukrajinskega otroka enako vredno kot življenje palestinskega. In trpljenje ukrajinske matere enako boleče trpljenju sirske matere. A ni tako? Ljudje, tudi otroci, postajamo prvo in drugorazredni. Kot že tolikokrat skozi zgodovino. Spomnimo se sužnjev, spomnimo se druge svetovne vojne in Židov, Romov. Spomnimo se, kar vidimo zdajle, Palestincev. V sodobnem svetu tako ne bi smelo biti. In prav tisti, ki so jih polna usta enakosti in demokracije, so v resnici tudi največji zagovorniki neenakosti. Dokler so naši, pač lahko ubijajo, kaj ne? Vem tudi, da je diplomacija pogrnila na celi črti, da si za mir v resnici ne prizadeva nihče več. Ravno nasprotno, samo oklicani svetovni voditelji pod vodstvom ravno tako samo oklicanih svetovnih policistov z grotesknimi izjavami in dejanji samo še podpihujejo to vojno. V bistvu se zdi, kot da si ne želijo, da bi se končala. Nevarnost je, da zajame ves svet. Nevarnost pa ni le teoretična, še kako realna je in blizu. Tega se pač moramo zavedati. Vem tudi, da se za vsem leporečenjem, kako uboga o trpljenju v Ukrajini, skriva ena in sama stvar. Interes kapitala oziroma pohlep. A veste, vojna je najbolj dobičkonosna dejavnost ever. Najprej je uničenje z dragim orožjem, potem sledi obnova. Vsi ljudje, ki umrejo vmes, vse razrušenje, vse uničenje je pač kolateralna škoda. Pravijo, ne, celo da nas je preveč. In kot zadnje, zaradi česar smo se danes tudi zbrali tu, pa vem, da v vsej tej noriji, hoteli to ali ne, sodelujemo tudi mi. Jaz, ti, Alberto, mi vsi. Da naša politika, ki smo ji zaupali vodenje države v dobro vseh prebivalcev Slovenije, s poudarkom v dobro, sodeluje pri spodbujanju tega spopada, namesto da bi si prizadevala za iskanje rešitev zanj. Slovenci v Ukrajino pošiljamo orožje namesto diplomatov. S tem politika postavlja Slovenijo na zemljevid v vojni sodelujočih držav, namesto da bi se znašli na zemljevidu tistih, ki si še prizadevajo za mir.
Včasih je bil mir vrednota. Ko sem odraščala, so nas učili tako, z besedami in tudi z dejanji. Na Tita smo bili zaradi vloge v preprečevanju vojne med velesilama ponosni. Na kaj smo ponosni danes? Na nič. Danes se naša politika uklonjene hrbtenice strinja z vsem, kar rečejo drugi. Brez mnenja, brez vizije, brez rešitve. Kaj pa mi, prebivalke in prebivalci Slovenije, je kdo mogoče nas vprašal, ali si želimo sodelovati v tej vojni? Kajti pošiljanje orožja definitivno je vojna. Mene ni nihče vprašal, pa bi me moral. Kajti sodelovati v vojni je tako ključna in pomembna odločitev, razen če nisi napaden, se razume, da ga ni politika, ki bi se o tem lahko odločil namesto nas. Zato v svojem imenu in verjamem še v imenu marsikoga drugega od vlade zahtevam, da slovenska politika nemudoma preneha s pošiljanjem orožja v Ukrajini in se postavi na stališče absolutne podpornice miru, ki kot je vedno bil na koncu dosežen, seveda z diplomacijo. Naj zaključim z globokim opravičilom svinjam, s citatom Ernesta Hemingwaya. Vojne nastanejo iz ekonomskih razlogov, vodijo pa jih svinje, ki se hočejo z njimi okoristiti.